Kje ste folk, kvaj zdaj, v Kadino javljajte, danes bomo delali še en šrauferski video. Kaj bomo delali? Sicer ne bo neki baš, kako bi rekel, ful zakompliciranega. Dejansko bomo obnovil plastike na menjalni ročici. Sicer tukaj sem si pripravil že stvari, katere rabam. To je se pravi tale plastika, katero bomo zamenjali. Pa še ena je tukaj, vidite. Pa imamo tukaj ključ 14-ko, pa imamo šraufencigar, 10-ka ključ, brake cleaner oziroma univerzalni cleaner, imamo nekaj masti, pa še tale antisilikon cleaner, če ga bomo rabili. Kaj bomo delali, boste pa vedeli zdaj. Lepotica čaka tukaj za, kako bi rekel, manikuro oziroma pedikuro, karkoli že. Dejansko, vidite to ročico. No, ta ročica skozi čas rata malo hlapna. Že tako je ta menjalnik ful precizen, ampak sem videl na internetu, da dejansko vsi lastniki S2000 to naredijo. Ni toliko drago, pa ni toliko težko. Tako da sem se odločil zdaj, da je pravi čas za zamenjavo in zdaj v tem posnetku vam bom pokazal, kako se to naredi. Kakor ste opazili, tukaj imam malo karbona, to je naredil en fant mi. Potem smo obnovili tole, ko bi rekel, zavesico ali karkoli že je to, pa tegale bunkota smo naročili iz AliExpressa. Ni mi to všeč, ampak dober mi je to, ko ima tukaj usnje in dejansko original je čisti iz aluminija in polet dejansko, ko daš roko, je ful vroče. Zato sem se odločil, da to naredim. Vse, kar bom zdaj prvo naredil, je prvo, da tole dam dol, ker sem zavezico vse skupaj zategnil, ker mi to vedno znova in znova dol hod. Pa bomo počrafali to bunko, pa bomo pa tole plastiko dal dol, pa bomo prišli do notranjosti. Evo, pa smo jo dali dol. Zdaj pa dejansko bomo tole ročko šraufali. Vzamemo 14-ko in sam odšraufamo. Je čisto easy in samo odrolaš dol. Moram si eno tako najdeti bolj v obliki Honde. Une so bolj podolgovate namesto tele. Ta je bolj taka golfovska. Pa dobro, se prije fajn v roko, pa to sam oblika mi ni to všeč. Ok, zdaj, ko smo to dali dol, zdaj pa čisto easy. Dejansko Honda večinoma je narejena na klipne, sam potegneš ven, vse dejansko lahko sam klop, op. In to je to. Imamo par teh stikal spodaj, za streho pa za vse 4. In to je to, konzola je dol. Ok, zdaj smo prišli do menjalne ročice. In sicer, kva moramo tle narediti. Tukaj so eni taki 4 trikotniki. Viš, tak trikotnik. In daš tukaj vmes in sam vse skup ven potegneš. Tako. In zdaj smo dejansko to razrahljali in to gumo lahko potegnemo ven. Evo, guma je zunaj, čist easy. Sprav, 4 takile zatiči so spodi, katere sam šraufencigarom pač porineš ven. No, zdaj pa, kakor vidite tukaj notranjost, ima še eno protiprašno gumico. In tole, se pravi, ta zatič tukaj ven potegneš. Evo ga. In to obrneš. Zdaj pa vzamemo račno. Dejansko tukaj v spod so taki šraufi, kakor vidite, veš ta šrauf. To ga daš noter in ga odšraufaš. Največji problem je, če ti pade šrauf noter vmes in pa ga ne dobiš več ven. Takile 3 šraufi pridejo, ne. Ok, zdaj, ko smo dali vse vijake ven, zdaj pa preprosto potegnemo ven ročico. Evo ga. To je zdaj to. In kaj bomo mi zamenjali tole plastiko, pa tale zadnji kurčič. Tukaj not pa, kakor vidite, je pač treba tole malo spucati in pa vse skupaj na novo namazati. No, zdaj smo nazaj na ponku in bi vam res pokazal, kako to zgleda. Kakor vidite, tale je kar črna plastika, oziroma je toliko že umazana, da je ratala črna. To so pač novi deli in zdaj bom to jaz dal dol, vse skupaj razmastil s cleanerjem, da bo to vse čisto. Namazal pa to dol gor. Paziti moramo dejansko, da je tale utor na pravilni strani, da ni drugi strani, ka pol
Dejansko se narobe šalta, bej. Razlika med tema dvema je očitna. Ta je malo počena, ali sem jo pa zdaj počel, ne vem, ampak ja. Jaga, sej ni toliko težko dati dol, sem treba najti način. Hvala Bogu, da imamo za stare krpe, oziroma stare majice. Vedno moraš si prišparati kakšne stare majice, glih za recimo kakšna taka opravila. Razlika med staro pa novo, da bi jaz rekel neki, da ful je, mogoče že bila zamenjana, ampak glej, ni to ful neki denarja, da bi ti dejansko tukaj neki šparil. Prav, brake cleaner ti je ful dober za svinarijo. Glej, kaj novo, ha? Vidiš, kaj novo. No, če smo eno mast kupili. Zdaj bomo mi to mast namazali. A vidiš, tukaj zdaj tele tako črte. No, to pomeni, ko dejansko zmanjka masti in pol na suho šaltaš. Pol ti take črte rate, taki utori in pol ti, ko šaltaš, dejansko to čutaš. No, sej to še ni to krize, to je še dobro, ampak ja. Nekateri, ki sploh ne servisirajo svojih avtomobilov, ki ne vejo, kakšne avtomobile imajo, ki jih dejansko to ne zanima, nekateri pač doživijo to, da jim stvari grejo k vragu. Danes kar tole urang namazal, se veš, to namažeš tako kot njo. Isto. Ko smo rekli, ta mora jeti tako na desno, sem, in pol tale utor, kaj je, ne smeš zajebati, lahko zajebeš kontra. Moraš dati v bistvu, če ga ta na desno, sem not. Vidiš, takole na desno in potem dejansko nekako to zarineš noter. Evo ga, dobol sem ga gor. Pa še tega tukaj namažemo. Vzamemo tega. Malega kurčiča. Tako. Kata na mamo je padel, a ne? Ok, to smo zdaj tukaj naredili. Zdaj gremo pa nazaj spucati tisto. Zgleda kar ful svinarije, ne? Zdajle moram tole ven spucati. Veš, to je tisto za rikvrc, veš, kaj daš noter. Tak, pa levo gor. Tole zdaj treba orang spucati, pa pol namazati. Ok, spucali smo, posesali smo, kakor vidite je relativno čisto. Zdaj pa treba to vse skup namazati, pa skup sestaviti. Prvo, kar moramo nazaj uvaliti je tole vzmet, ne daj bože, da to vzmet pozabiš, ker pol dejansko bo to gor dol šlo. Zdaj moram pa paziti, da ta kanalček tukaj, veš ta kanalček tukaj, pride v spred. Sprav nekako takole, še enkrat ponavljam, težko je tole delati z eno roko. Nekako takole bi to morali jeti. A veš, tako nekako. Veš, se nas moram to zdaj orang skalibrirati. Pa še zadnjega zategnemo. To je bil najtežji del v bistvu današnjega dela, se drugače ni toliko težko, sam pač malo je težko, ko snimaš še za svojo rajo na YouTube, a ne? Dali smo še gumico lepo okoli, da objame, da ne gre prah noter pa voda. Da bi jaz rekel nekaj, da ful čutam razlike, ne. Zdaj pa tale gumica spet postavča nazaj, sam zdaj s tem, a je tole bilo, veš, kaj tako deformiran malo. To je po mojem prvi bilo tako gor, zakaj skozi prvi, razumeš, ko stoji. Sprav gre nekako takole noter. Samo moramo ne zatiče najdeti, pa zatakniti. Dajmo še konzolo. Čist easy, tako kot smo rekli. Povežemo tele skupaj. Evo ga. Gre čez ročno, natakneš tukaj not. In to je to.
dejansko moraš tako naštimati, da, ker če do konca zašraufaš, se v bistvu tukaj ne vidi prav, ne, in ga moraš v bistvu naštelati tako, da je prav, pa to matico spod zategniti. A ne, pa vzameš 14-ko, pa dejansko zategneš tole. In to je to. Ok, zdaj smo se stavili, dodali smo tole našo vezico, da to vse skupaj drži gor, ker mi skozi dol pada. V roko lepo sede, prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, not, rikverc. Samo rikverc ne gre, zdaj motor ne dela, pa ne bi rad poškodoval menjalnika. No, to je to, kar se tega tiče. Zdaj bi vam pa rad pokazal. In sicer, kar mora vsak hondaš vedeti, oziroma vsak, ki se lasti avto, sploh hondaš, kako preveriti olje pri avtomobilu, da ga je vedno dovolj. Pri Hondah je sploh treba paziti, zato ker imajo VTEC in sploh so znane Honde, da žrejo olje v VTEC-u. Moja Honda S2000 ga ful žre, tudi do liter na jure kilometrov, če ga pulaš. Če pa ne greš v VTEC, pa dejansko ne žre nič. Pač to je hiba teh prvih verzij S2000, pretrde stene imajo in pač požrejo batne obročke in žrejo olje. To tako je normalno, to tako te S2000 delajo in jebi ga tvoje sam, da paziš, da je dovolj ola, da ogrejaš avto in da pol imaš v bistvu fun. Če ole ne pregleduješ, riskiraš, da boš menjati motor. No, kako se zamenja motor? No, kako se zamenja ole, pa gremo pogled zdaj. Vedno je treba odpreti havbo. In pol, ko odpremo havbo, jaz sem si naredil tako, da imam te dejanske amortizerčke, da ne rabam te palčke več uporabljati. Važno ti je, da veš, kje se vliva olje, to je tukaj, in kje se preverja olje, to je tukaj. Kot vsak vesten hondaš, moraš imeti vedno liter olja s sabo, ker nikoli ne veš, da ga lahko zmanjka. To ga imaš tukaj not, se pravi malo krpice in provizoričen lijak. Kar moraš prvo narediti je odviti pokrov, katerega včasih je zelo težko, ker je zapečen. Pol ne gre, pa moraš po klešče. Vzameš take velike klešče. Provizoričen lijak ti pade, kar je klasika, vedno mora biti neke težave. Ampak ker si ti Rambo, ti ga najdeš takoj. V bistvu vzameš krpo, take rorcange, ali pa vzameš krpo, pa probaš krpo odviti in ti pol rata toliko, da dejansko si pretegneš mišico na hrbtu. Se pravi, vzameš provizoričen lijaček, ampak preden začneš nalivati, vzameš tole in pogledaš, koliko je olja. A veš, mora biti med minimumom pa maksimumom. Jaz najraj meram olje, ko je avto hladen, eni pravijo, da ga moraš ogreti, pa pustiti 15 minut, da olje steče dol, ampak jaz ga hladenega, ko pač je olje res čisto na tleh, se pravi v karterju, pogledaš noter, povlečeš, postaviš in pogledaš, dejansko je skoraj na maksimumu in ne vem, če se vidi, dejansko je skoraj na maksimumu, mogoče kakšen deci ga vlijem in je to vedno treba preverjati olje, ker če ne boš olja preveril, boš potem avtobus obiskoval. Pa bo avtobus tvoj najboljši prijatelj. Malo počakamo, da se to vse skupaj zlije dol, tako nalijemo, pogledamo spet, gremo not. Pred 2000 sem gotovo, da moraš čim bolj ravno ven potegniti, ker ponovadi ga zatakneš. Dejansko je to na maksimumu, se pravi imaš črtico maksimum pa minimum. Ne da je božje, da gre pod minimum ali pa sploh, da puščaš pod polovico. Vedno je najboljš imeti na maksimum. Jaz priporočam, da vsaj pogledaš olje enkrat na teden ali po tiščanju. No, se pravi, olje smo preverjali, zategnem, to je to. To je to za danes, kratki mehankarski vlog, katerega ste si želeli vsi, oziroma tisti, ki ste mi pisali, Dino, kdaj bo mehankarski vlog? Evo ga, rekel sem si toliko malo, da vam pokažem. V prihodnosti pa pridejo še novi, če mi všeč,
tak posnetek, daj spod napiš komentar, kva ti kje šraufaš, pa lajki ga, pa se vidimo naslednjič.